Imam tremo, sem raje v razredu. Takole, še malo bolj pod luči moramo iti, pravijo. Okay. Opala. Alenka, sicer vse manjkrat, ampak mogoče še vedno velja tisti stereotip, da je tehnika moški svet. Kaj vi pomislite, če kaj takšnega slišite? Ja, da ni ta prav. Predvsem, da ni ta prav, zaradi tega, ker zdaj dekleta resnično lahko posegajo po področjih, ki v preteklosti niso bila možna, zaradi tega, ker so bila težaška. Strojništvo je bilo vedno vezano na neke težke predmete, umazano delo in tako naprej. Danes pa, če pogledamo sploh recimo v projektu Inženirka leta, oziroma tistem inženirji in inženirke bomo ravno prejšnji teden je bila podelitev, vidimo, da ženske segajo do neba in da tukaj vedno trdim, da ravnotežje moških in ženskih znanj je tisto, ki lahko pelje svet naprej. Ste zagotovo ena od tistih učiteljic, ki jih učenci ne pozabijo kar tako. Kakšen je občutek, ko vas danes srečajo, ko vam povejo, ne vem, kako ste jim pomagali, kako ste se jim zapisali v spomin? Ja, nekaj jih je tle v dvorani, lahko kar direkt vprašate. Moram povedati, da ravno včeraj me je poklicala moja bivša učenka, dijakinja, ki je sedaj docentka na strojni fakulteti in ona je to ljubezen do tehnike prevzela pravzaprav verjetno veliko po moji zaslugi, potem je pa nadgradila, tako da vse se da. In ta vaš vse se da, je kakšen trenutek v karieri, ki bi ga s tem vse se da še posebej lahko izpostavili? To bi zdaj, teh trenutkov je zelo veliko, zato ker jaz trdim, da je življenje sinusoida, po matematično, to se pravi, greš gor, pa greš dol, pa greš gor, pa greš dol, s tem, da so lahko te amplitude včasih višje, včasih nižje, ampak če je pogum, če je volja, če je okolje, v katerem ustvarjaš, pripravljeno deliti znanja in izkušnje, jaz imam to srečo, da zdaj tudi na stara leta živim med krasnimi mladimi ljudmi in takrat, ko rečejo, ja, ta mlad so tak, pa tak, pravim, jaz imam srečo, jaz živim v takem okolju, kjer se resnično vse da in se tudi nikoli ne počutim staro. Odlično. Vaša ljubezen do tehnike, kar aplavz. Hvala. Ljubezen do tehnike preveva celotno vašo družino, oba sinova v tehničnih vodah. Ste jo morali navdušiti ali sta se že kar rodila navdušena? Ne, to vedno sprašujejo, kako nama je z možem to uspelo. Mi se v naši dobi odraščanja pravzaprav nismo veliko ukvarjali z otroci. Ni bilo tako, kot je zdaj, ko je otrok lahko staršev, projekt staršev. Mi smo pač imeli to srečo, da smo po moževi strani podedovali velik vinograd in sadovnjak na Dolenjskem in kljub najini zahtevni službi smo se zaradi spoštovanja do prednikov, ker dejansko so ti vinogradi lahko šolali mojega moža, se odločili, da bomo pač to negovali. In otroci so mogli zraven delati, in potem se naučiš in kosilnico in škropilnico in gledaš vreme in gledaš, kako ti toča vse pobije in kako spet začneš tisti trenutek obnavljati in si zelo ponižen do narave, pa delovne navade mimo grede pridobiš. Se najbrž sta velikrat godrnala, ampak tako smo živeli, preprosto. Danes se ukvarjate predvsem s SOS šolo, navdušujete za matematiko brez svinčnika in papirja. Kaj vas je pognalo to? Slab šolski sistem? Vaša učiteljska žilica? Vas je jezilo, da je matematika napačno razumljena v družbi? Ne, jaz mislim, da prvič pred 20 leti sem šla v pokoj prostovoljno in takrat je v prvem razredu tehnične šole, v prvem letniku sedelo 7 učencev. Torej propad gospodarstva, propad industrije zagotovo je vplival tudi na vpis v šolo. Danes sem vsa srečna, ker imajo baje 2 oddelka strojnikov, pa še računalništvo in tako naprej, ampak takrat je bil že upad matematike. Matematiko pa strojniki rabimo kot orodje.
In takrat sem potem tudi vnuki, se vsakokrat posebej zahvalim, sem začela spremljati 9-letko. Ta 9-letka je bila, veliko vzrokov je bilo premlad otrok, nepreverjeni učbeniki, prosti trg učbenikov in jaz sem začela to gledati skozi pač pomoč svojim vnukom. In takrat sem že videla, da bo katastrofa in seveda potem zgovorna, kakor sem ropotala na vseh vogalih, tudi ne vem kolikrat na akademiji strojništva, da je to usodno. To je usodno za tehniko in če želimo, da ne bo kdo narobe razumel, jaz izjemno cenim družboslovce in vsi moramo biti, samo če ni veselja do matematike, se potem otrok v velikem loku izogne naravoslovnim poklicem. Alenka, čestitke za vaše delo in za nominacijo. Hvala lepa.